A moraš res spet iti? Moram iti, na delo. Mene skrbi, da te bodo dobili. Prosim? Enkrat te bodo dobili. Oh, kje pa, delo, dej. Veš, da me ne bodo dobili. Martin, strah me, no, kakve stvari nosiš čez mejo, to se ne sme. Glej, kaj pa če greš ti tokrat z mano švercati tele računalnike, a? Jaz? Pejdi da. A zato, ker bom simpatična, pa ne bo noben posumil? Ja, pa mula mi je crkana. Ne, to ni všeč, jaz moram vse sama nositi, pa nič. Lej, to je tak trik, ki ga imam jaz tlele na meji, no? Ja, kaj boš rekel, da sem jaz tvoja mula, kaj? Ja, v bistvu nekaj takega, no? Jaz se tega ne grem več. Pa ne mi zdaj probleme delati, no? Sej, lej, to je zdaj še zadnje let, ko sploh malo... On šverca računalnike! Res! On jih šverca, pogledajte njegov turbo. Jaz grem. To je slabo. Dej počakaj še, no, eno uro imamo... Samo službo se ukvarjaš. Svojo moč pa uporabljaš samo zato, da se pretepaš, ne pa zato, da bi menega stisnil k sebi. A dobro, lej, to je tak posel pač, no? Jaz včasih želim, da bi je postavil na glavo, pa pol spet pravilno, pa da bi je malo dvignil, pa čez prah nesel, pa kakšne take stvari. Zdaj si dovolj močen. A ja, tako misliš, ko mehiti, ki so šla. A ti se bilo res lepo. Sem takrat se še dal dober meskalin šverca. No, adijo, Martin. A to je to zdaj, adijo. Zdrav mi Dunaj, prav? Razmišljam, da bi te vse mogoče malo dvignil. No, pa dej. Mogoče poznaj, no? Druge možnosti ne bo, zdaj ali pa nikoli. No, te bo pa zdaj. Jo. Ko ste službovali v New Yorku, kaj ste dobili slovenske knjige? Ja, slovenske knjige sem jih nekaj prinesel sabo, nekaj sem jih kupoval, pa da sem prihajal v Ljubljano, zlasti družboslovno literaturo, zlasti recimo te knjige o vrednotah Slovenije, nekaj sem kupoval tukaj. In malo sem skupaj bral leposlovje s hčerjo, ki je tam maturirala in je imela tudi slovensko literaturo za maturo, tukaj smo skupaj brali Goranca, Cankarja in razne slovenske klasike. Pa je bilo težko dobiti knjigo v New Yorku? No, v New Yorku samem jih je bilo nemogoče dobiti, ampak mi smo pogosto prihajali v Slovenijo, zato to ni bilo tako težko. Zavrat, ko se prije domov, se gre malo prigane in spet kupi. V kakšne knjige pa sicer posegate tu v Sloveniji? Ja, zdajle, gledajte, berem bolj pravno mednarodno literaturo, politične tekste, zgodovinopisje. Leposlovja berem bolj malo, ker nekako sem se že malo odvadil in ne vem, kaj bom moral narediti, da se spet privajam. Koliko knjig preberete na mesec? Težko je govoriti, veste, kako jaz berem veliko revij, veliko eseistične literature, preberem kakšno knjigo na mesec. Nimam tako veliko energije in časa, da bi bral veliko knjig. In seveda, vedeti morate, zadnje 4 mesece sem bil na volilni kampanji in tam je bilo veliko drugega dela. Gospod Turk, danes ste postali častni pokrovitelj bralne značke. Kaj to konkretno pomeni, vaš doprinos k bralni znački? Jaz bi rad s svojimi dejanji prispeval k bralni kulturi mladih. Jaz se sam tega dobro zavedam, ker sem tudi sam kot otrok veliko bral na organiziran način. Mi smo bili naročeni na zbirke Siniga Lepa, Kolba, tiste so bile v svojih časih zelo pomembne za duhovno oblikovanje mladih ljudi. Jaz sem se iz tistih knjig naučil praktično vsega, kar vem. Sem bral mladinske povesti, bral sem poezijo, bral sem zgodovinarje, bral sem esejiste, bral sem filozofe, kot je bil Voltaire in tako dalje. Skratka, iz tistega branja pravzaprav imam vso kulturo, ki jo imam še danes. In kako bo konkretno, če lahko poveste, kaj to pomeni? Ne vem, finančna pomoč? Finančna pomoč najbrž ne. Jaz se bom pojavljal na teh prireditvah, bom spodbujal to dejavnost, tudi z javnimi nastopi bom k temu prispeval in se vključeval med vse tiste ljudi, ki pač pospešujejo branje kot važen del naše kulture in mislim, da tukaj nimamo slabe situacije. Nasprotno, danes sem videl veliko mentoric, mentorjev, ki tu pomagajo, veliko mladih ljudi, ki to z veseljem počnejo. Zdaj bi se pa še vprašala, katerega slovenskega književnega junaka imate najraje in s katerim bi se lahko poistovetili?
Od slovenskih književnih junakov. Ja, zdaj od slovenskih književnih junakov bi se težko s kom poistovetil, ker je večina njih žalostnih ali pa bolj satiričnih. Ko sem bil otrok, sem se seveda poistovetil z Istokom iz romana Pod svobodnim soncem ali pa z Ostrorogim jelenom iz Bobrov ali kaj tajega. Kasneje, ko človek postane v odraslu, težko se poistovetiti s kakšnimi slovenskimi junaki. Kako se boste poistovetili z Martinom Kačurjem, ali pa z nekim tragičnim junakom, kakršnih je slovenska literatura polna. S tem se je težko istovetiti, se pa da marsikaj naučiti. Ali pa kateri vam je bil najljubši? No, najljubši v takem smislu idealizem pri Kačurju in to, kako se življenje človeku maščuje, tako se mi je zdelo poučno. Rekel, da mi je ravno najljubši. In seveda, če pogledamo zdaj Levstikovega Martina Krpana, ki je bil tudi danes omenjen na tej prireditvi, tam mi je bila všeč ta satirična nota, ki v slovenskem ni dobro razumljena, ampak se meni je zdela zelo zabavna in jaz večkrat citiram kakšno Krpanovo misel. Se bo našla kakšna knjiga med vašimi novoletnimi darili? Verjetno tudi, ampak nisem imel še časa kupovati novoletnih daril. Jaz pa vprašala, katero knjigo bi po vašem mnenju moral imeti vsak Slovenec doma, poleg Svetega pisma? Ja, gotovo ne morem ravno reči, da bi bila zahtevana ena knjiga, ampak od Martina Bubra, Jaz in ti, Ich und du, dialoški princip. Torej, Buber je nekje človek, ki je svojim preroškim gledanjem postavil temelje medsebojnih odnosov, spoštovanja sočloveka. Po eni strani, da veš, da nikoli ne boš prodrl v vse skrivnosti drugega, ampak da ti lahko drugi veliko pomaga, da spoznaš samega sebe. Kateri slovenski književni junak vam je bil najljubši? Ali vam je najljubši? Ja, morda res Martin Krpan, ki je danes že omenjen, da predstavlja nekje tistega preprostega človeka, ki se zaveda, da nima določenih sposobnosti oziroma možnosti, ima pa neke druge kvalitete, ki jih potrebuje mali človek, da se namreč vsak človek zaveda svojega bivanja, da ni odvisen samo od skupnosti, ampak vsak lahko tudi oblikuje svoje okolje, v katerega postavlja. Najlepša hvala. Prosim.